Blagoslov vsem na to velikonočno soboto. Danes mineva 15 let, odkar so mene na velikonočno soboto spravili na psihiatrijo, ker sem povedal eno državno skrivnost. Včeraj so simbolično se praznuje križanje Jezusa. No, danes s temi podatki, s temi informacijami, s temi osebnimi izkušnjami, ker vam bom danes povedal, bomo pribili hudiča na križ. Ste slišali, hudiča na križ. Prejšnjo soboto sem se javil v živo, ko smo hudiča spravili z luknje ven. Hudič je v podrobnostih in ta podrobnost je bil čip, nanotehnološka tehnologija, mikrodelci, ki so ustavili jih Blažu Judežu, mojemu prijatelju, pred 3 leti in pol. Stanuje Veliki Orehek 29 pri Novem mestu, ga greste lahko kar obiskati. Kakšne muke in kakšno trpljenje je dal skozi v 3 letih, si pa zdaj oglejte njegovo osebno izjavo, potem bom pa malo pokomentiral še, kar ne boste razumeli. Blaž Judež, osebna izjava. Ja, kaj si vprašal? Če je to največ, kar so v javnost dali, ali kako si rekel? Jaz sem vprašal, če so s tem čipom sprobali vse, kar so lahko sprobali za vplivanje na tvoje odločitve. Ja, normalno, da so. Vsak, ko neki izum, kakršnokoli stvar že naredijo, je treba testirati in to vedno na ljudeh. Čeprav ne priznajo tega, ampak zakaj? Ker namen, če se vrnem k čipu, pustimo druge tehnologije, ki je kar nekaj, ampak čip, namen čipa je, da ko ga človek prejme v telo, se to ni čip, mislim. Ljudje smo temu rekli čip, oni rečejo drugače. To so implantanti, majhni, ovalni, lahko so različnih oblik, lahko so štiriglati, kakorkoli že, so sprejemniki in oddajniki signala za tehnologijo, ko bi rekel multiračunalnik ali kakšen izraz bi uporabil. Ampak ti si prej rekel, da se vrnemo na tisto, kar je bolj pomemben. No, sej, zdaj so hotel povedati. Namen tega je za zajezitev človeških duš. Človek, ki to prejme v telo, zavedno ali nezavedno, je to želel prejeti ali pa ni želel prejeti. Je razlika, če si želel to prejeti, ti ni pomoči. Si podpisal končno pogodbo. Če pa nisi želel tega prejeti, se pa Bog lahko smili. Ampak ljudje, ki ne vejo, da to imajo, so v veliki večini že izgubili boj za svobodo. Če ni Božje volje, da jih reši. Ker ni za vse Božje volje, da jih reši. Zakaj ne? Ker ljudje so odpadli od Boga in Bog rešuje, seveda pomaga, ampak rešuje in se bori za njegove ljudi. No, uničenje, zaustavitev, paralizacija človeške duše. Ko enkrat to prejmeš vase, zavedno, nezavedno, a naj govorim kar o kakšne so posledice? Ti povej za začetek, kako so ti ga ustavili noter, pa ga boš pa še pokazal, bomo to še poslikali, pa boš posledice povedal. Kako prišlo do tega, pa bo posledice. A zdaj ga misliš slikati? Se sam pokaži s prstem, pa povej, kako so ti ga ustavili. Družinski prijatelj, zdravnik, tudi v bistvu 2 leti starejši, sovrstnik, bi lahko rekel temu, iz osnovne šole, mogoče 3 leta starejši, ampak ne vem, če je. Družinski prijatelj, zobozdravnik, je delal na meni več posegov, zdravil zobe, menjal plombe, čistil zobe. In potem je predlagal, glede na to, da imam tale zob, se vidiš? Ja. Ta zob imam dlje se namaknjeno gor.
zaradi aparata, ker mi ga je ortodont. Če še enkrat dvigneš gor lesen. Ja, se vidi. Ker je ortodont mi dejansko zob je raslo izven čeljusti in mi ga je vlekel ob čeljusti dol. In pol je raztegoval zob in tega noter. In je zaradi tega koža raztegnjena in ko je tudi ta zobozdravnik, družinski prijatelj, videl, je rekel, da lahko zastonj mi kos mesa z neba odreže in pršije tukaj. Da to je tehnika, ki je že mnogim pomagala, ampak ni rečeno, da se bo obdržalo. Ampak lahko tudi zastonj probamo. On je bil vedno zelo prijazen do nas, ne? Jaz nisem nikoli pomislil, da je tukaj pokvarjen. Ampak denar diši očitno mnogim, ne? In naredijo marsikaj. No, v glavnem mi smo šli, sem bil povabljen na kliniko Ljubljana, v klet, no, mogoče pač v klet, ja, v pritličje, no, v pritličje sem jaz prišel noter, prvič tukaj gor, jaz sem šel v klet. Bilo je nekaj sob, ampak nobenega pacienta. Ali bil eden, ne vem, mislim, da ga ni bilo. Gremo noter, z njim je bil še en zdravnik, starejši, ki ga je uvajal tu, on se je učil tega. Jaz sem bil eden mogoče celo izmed prvih, a mislim, mogoče celo prvi. Se pravi, sta bila on, zdravnik, ki ga je učil, medicinska sestra, ki je, kako se reče, asistirala, še ena mlada študentka, ki se je učila, se pravi, verjetno, kaj jaz vem, kdo že, gledala je samo, in še ena sestra, katera je vse skozi slikala z takšnim fotoaparatom, slikala 5 slik je naredila, prej vmes, ko je noter, ko je bilo, mislim, jaz nisem vedel, kaj delajo, zakaj slikajo, ampak pa če ne veš, ne. Definitivno sem bil tudi v magiji, ker tudi pomislil nisem, da se kaj takega lahko zgodi. To je samo magija. Ko je človek v magiji, tega ne boš zasledil, niti pomislil, ne, pa če še tako čudno, ne boš pomislil, da se kaj takega lahko zgodi. No, in potem je prišla še ena sestra, ki je prinesla eno stvar noter in je vrata zaprla. In jaz nisem, to zdaj vem, takrat nisem niti pomislil, da bi lahko prinesla kaj takega, ko bo šlo vame. In potem je ona šla, se pravi, so bile 3 sestre še vedno noter, oziroma 2 sestri pa ona, ki je gledala, zdravnik in tak je na meni delal. Pa so 2 asistirale, on je to prerezal, prišil in vmes, ko je dal noter, so seveda še enkrat slikali, predno je šlo noter in potem, ko je zašil na nebu, so še enkrat slikali. Ko je dal noter na nebo? To nekaj so prinesli, nekaj so ti ostavili noter. Ja, videl nisem, čuti se pa na nebu, ko grem z jezikom skozi, pa tudi na otip, pa tudi, če pogledaš, se vidi iz boklina za dolžino, mogoče dober centi, nimam občutka zdaj, ker se pač, jaz se ne vidim toliko. Z jezikom bi rekel dober centi, mogoče centi pa 3 mm, 4, več pa ne. Pa širina 3-4 mm, 3 mm, 2 do 3 mm. Kot da bi 2 riža skupaj dal, pa mogoče 3 majhne rižke, tak je občutek. In od takrat naprej Blaž mrzle vode ne sme videti, ker bo zbolel. Če jim gre pod mrzlo tuš, prej sem ledeni kopeli delal, z ledeno vodo se pozimi tuširal, v kratkih rokavih pozimi hodil, od zunaj. Zdaj lahko sem pomislim, na to bom že zbolel. Da ne govorim, sred poletja odpornost pade, pa samo zdravo hrano jem, ker tukaj sem prej jedel, pred čipom si sploh ne morem privoščiti. Če en teden ne jem zdrave hrane, bom zbolel. Zakaj? Ker je ena od funkcij čipa ali implantanta, je bolj točen izraz, čip je, pustimo, je ta, da izloča vitamine, minerale pospešeno iz telesa in tudi vodo. Nenormalno švicam. Kaj
kaj bi še tukaj rekel. Pol so pa umetne sanje. V sanjah sem bil 8-krat posiljen, pa sem pa nehal štet. 7-krat pa sem pa nehal štet. Ker to ne v sanjah, to je fizični izliv, ne moreš kontrolirati. To je tako, ko bi doživel fizični seks, ampak ne v telesu. Ampak telo pa izliv naredi. In dobesedno posilstvo, tu so prišle vedno ženske in se nisem mogel nič. Ne moreš, si nemočen. Ona naredi, kar želi, kot da si njena lutka. Potlej sanje druge, grozne, lažnive sanje, da misliš, da so to sanje Boga. Zbadanje, pikanje, ščipanje po telesu, kot da bi ti nekdo iglo v prste rinil, kot da bi te nekdo ščipnil, kot da bi te nekdo pičil z iglo, kjerkoli po telesu. Bolečine v ramah, kolenih, raztegovanje udov. To sem vse čutil. Sem mislil, da je vodu. Ma kak je vodu? Vodu sploh ni mogel takrat na meni delovati, ker sem začel za Boga živeti. Kaj pomeni za Boga živeti, ne vem, če bi se zdaj spuščal. Ne, daj povej še občutke, kako raztegujejo. Občutke, raztegovanje čustev. Če te je strah, bo ta strah dobil potenco. Koliko? 2, 3, 4, 5, odvisno, koliko si ti v prvi misli jako zdal. Če je to majhen strah, ki si ga ustvaril, ne mora neki baš iz tega ratati, ampak boš imel problem. Če si pa v Orangsu ustrašil določene stvari, bo pa katastrofa. Ker oni to pomnožijo. Ta tehnologija to pomnoži, da ti čutiš to toliko močno, da ti sapo jemlje, da ne moreš spati, da rataš depresiven, mislim. Eno vprašanje imam, še, ki se mi zdi najbolj pomemben, to pa je. A se oni igrajo Boga? Ne, oni so Bog, če jih vprašaš. Mislim, oni tebi govorijo kot, da je tvoj Bog. Aha, ja, ta je pa najbolj zanimiv del, ja. Oni berejo misli. In ne samo moje misli, ampak tudi sprejemajo vsak zapis, ki ga Bog, Oče nebeški, skozi duha, ki je v meni, njegovega duha, ki je v meni, sporoča. In to zgleda, da govori preko vesti. Pravijo ljudje sveta, slišim vest, slišim šesti duh ali šesti čut, ja. Materinski čut, instinkt, kaj še reče, intuicija. To so čiste laži hudiča, zato da tajijo glas nebeškega očeta v nas. Oče nebeški nam govori preko vesti in oni to, vse glasove, ki jih Oče govori, slišijo, ker jih berejo, ker vsak glas ima valovanje, ima frekvenco. In ko Bog z nami govori, on je energija in ko daje energijo, energija prihaja k nam, oni to energijo berejo, pretvarjajo v frekvenco in dobijo zapis. To je že 60 let stara tehnologija vsaj. Koliko ljudi dela pol na tebi, to se pravi, je ta čip, ta implantat povezan z računalnikom in z računalnikom je en človek, ki dela kaj? Samo da dokončam tukaj. Slišal, kaj mi Oče pove in odgovorijo. Oče mi reče, pojdi ven, oni dodajo ne še zdaj, primer. Oče reče, pokliči to osebo, oni dodajo ta trenutek. Ne vem, karkoli že. Oni dodajajo zato, da te zavajajo, tudi ko si Božji otrok. Kaj je Božji otrok, bom drugič delal posnetek, ampak kar je pomembno, tisti trenutek ali pa kasneje, ko oni vejo, kaj ti je Bog rekel, ti bojo nekaj dodali. Če pa ti je Bog rekel, ne hodi v mesto, ti bojo rekli čez 1 uro, a se bojiš iti v mesto, in te bojo medli, konstantno. In to bi lahko še primer dejal. Ker si pa vprašal, včasih imajo avtopilota, kako ne rečem, računalnik odgovarja sam, včasih je pa človek in to se sliši, ker računalnik nima primitivizma in ga ne moreš zaznati v tem glasu, v teh besedah, ne moreš zaznati,
primitivizma. Računalnik je brez modrosti in ga lahko prepoznaš potem, da uporablja stavke. Če ga vprašaš, kaj nazaj odgovarja brez modrosti, je tehnologija, ampak ko pa človek dela, je pa zraven prisoten ironija, napuh, pohlep. Vedno začutiš, če se spuščaš v to, če je isti, ki dela s teboj, oseba na drugi strani, agent, boš prepoznal njegov karakter in boš rekel, to je človek. Ker se enostavno čuti. To govorim za tiste, ki ste, ne moram reči duhovni ljudje, duhovni človek, ki sem tisti, ki živi v duhu vseh duhov, to je Jezus Kristus, Sveti Duh, oziroma Duh nebeškega Očeta, to je Jezus Kristus in Sveti Duh. Duhovnost tega sveta je satanizem, ne? Tako da si duhovni človek, satan agent si. Si Božji otrok? Ok, to je pa drugo. Še kaj? Ne vem. Se pravi, preko tega čipa lahko oni se izdajajo kot Božji glas, kot Sveti Duh in ti ga moraš v bistvu prepoznati. Kdaj ti govori tvoj Bog, kdaj pa govori agent, kdaj pa govori satan. Lahko usmerijo, ker to je, ja, to vse drži, to sem povedal. Lahko pa usmerijo tudi, ker je najbolj pomembno, da nam spustu. Lahko usmerijo to valovanje, verjetno preko satelita ali pa preko 5G oddajnikov, ki so samo s tem namenom bili postavljeni, ne? Da ustvarijo mrežo za mikrovalove. In ti mikrovalovi so lahko uporabljeni tudi v tem smislu, da usmerjeno delujejo na določene organe telesa in ti povzročijo, ne vem, preprečijo ti absorpcijo kisika, s tem pomeni, da boš imel krvni obtok in vse organe, ki sodelujejo v krvnem obtoku, ošvohnele ali pa celo zbolel na njih. Lahko je, to so meni naredili zastoj, hotel narediti, zastoj srca. Jaz sem mislil, da bom umrl takrat. Bilo je poletje, nobenega napora, zvilo me je, občutek je bil, kot da mi je nekdo srce prijel, pa ga stisnil, pa ga ni hotel spustiti, nisem mogel niti vdahniti, nič. Peklo, rezalo, sem rekel, kaj to je tu, kaj je tu infarkt, sem si mislil. In pa sem lahko čez 3 sekunde 4 vdahnil, ampak zelo težko, pa se zravnal z bolečinami. Pa sem se vse v senco. To je bilo posledica napada na moje srce. Lahko ti napadijo možgane, če gledaš, kar ne bi smel gledati, se pravi pornografija, nasilje. Oni lahko te slike v tvoji glav na potenco naredijo. Se pravi, ti si gledal pornografijo, nečistovanje, nasilje. Oni bojo to v tvojem telesu, v tvojih možganih potencirali. In kako se kaže, postaneš nenormalno agresiven. Napadi jeze, napadi strahu, napadi ljubosumja, ko rečem napad, je to nečloveško. Bi rekel človek demonsko. In tako tudi zgleda. Človek je izgubil kontrolo, ampak to so oni. To je tehnologija, ki poskrbi, da stvar, ko nekaj vase daš, oni to potencirajo. Vsako stvar. Tako čustvo, tako sliko, tako zvok, boš nekaj enkrat slišal. Eno stvar v preteklosti, eni imate tukaj mamo tako razvit, da nam sebi izločil, razvit spomin, da si eno stvar enkrat slišiš, po celo življenje zapomniš. Ampak, ko ta tehnologija hoče se ti nečesa spomniš, oni grejo po tvojem spominu, kamor hočejo, ne vem, kako je to možno, da tudi spomin lahko berejo. Verjetno poslušajo, pa spremljajo moje misli. Vse snemajo, imajo vse v računalniku posnete. Ja, no, verjetno tako, ja, in imajo snemano in grejo v spomin in točno določen delček iz spomina butnejo ven in ne nehajo, dokler ne sprožijo na ene reakcije v tvoj glav, enih občutkov ali pa celo, da padeš v to, kar je najslabše. Mislim, za njih najboljš v depresijo. To pomeni, da izbereš pot teme, alkohol, cigareti, droga, spolnost pred poroko in tako naprej. A so oni vedeli, da si ti zelo veren človek, preden si to dobil noter? Ne, ker so zavedeni.
Preden so ti dali ta čip noter, so vedeli, da si veren človek. Ne. Vedeli so, da sem tako kot mnogo drugih duhoven človek, duhoven, ne? Ampak ne, to je Zakaj laž. misliš, da so to tebi naredili? Kaj so hoteli na tebi testirati? Ne, so vedeli. Kaj so hoteli na tebi testirati s tem? Kjer Zakaj besede so ti največ ustavljali v glavo? Zakaj so vedeli? Zato, ker oni spremljajo moje rojstvo. Tako kot so za Jezusa vedeli, ko se je rodil, čarovniki, kje se je rodil in da se je rodil kralj sveta, tako vejo za vsakega od nas, če ima Bog plan za njega v življenju nekaj narediti, za vsakega od nas tu Sveti Duh zdaj govori. Ampak če greš zdaj, vedeli so, se pravi, da si potrdil, da so vedeli. Če greš nazaj analizirati, kako so delovali, kaj so hoteli doseči pri tebi. Da ne uspem v delovanju Boga volje. Da te ostavijo Da delam naprej, kar sem delal. kot božjega poslanca. Tako, da bi delal naprej, kar delajo večina oziroma 95% ljudi na zemlji. Da bi ostal njihov. Ti si se že predtem pogovarjal z Bogom. Ja, ampak hvala njim, sem se začel z njim mnogo bolj zaradi njih. Tako da je to velik blagoslov, sem če preživiš. Če ne bi imel take vere v Boga, kaj bi naredil? Zmeša se ti. Če nimaš volje, če nimaš ljubezni do Boga, če nimaš volje do življenja za Boga, če si če želiš uideti, ampak uideti ne moreš, se ti zmeša, vzame življenje. Ampak mene je gnalo sem to, da Jezus zame življenje dal, jaz ga nimam pravice vzeti. On je plačal zame, jaz nimam pravice svojega življenja vzeti. Ampak to je najlažje narediti. Pa bo te rekli, razdoreče, moraš biti pogumen. Ko si v taki situaciji, ne. Preko te tehnologije lahko uporabljajo tvoj telefon, preko te tehnologije že tako lahko uporabljajo tvoj telefon, računalnik, ampak preko te tehnologije lahko dodatno vplivajo na tvoj telefon, na tvoje medije, na tvoj karkoli že. Ker to je tako močan sprejemnik. Baterije boh malo crkli na probe nekako zaključiti. Ja, sej bi lahko mnogo še povedal, ne vem, vprašaj ti kaj. A je to povezan z znamenjem zveri, razodetje 13, 16 do 17? Deloma. Zakaj? Ker znamenje, o katerem Biblija govori, je duhovno, ampak dejstvo, da ta čip je predhodnik tega duhovnega markiranja. Kdor bomo ta čip v sebi in ni začel celovito živeti v Božji besedi, ne jo poznati, živeti v Božji besedi, in to je Jezus, živeti v Jezusu, pa da ima čip, bo izgubil življenje. Oziroma bo ta prvo zelo trpel, verjetno pa tudi izgubil življenje. Tisti, ki pa nima odnosa z Bogom, pa dobi čip, je pa kakšen procent verjetnosti, da preživi, če je to Božja volja. Ostali pa ne. Zakaj ne? O tem bi lahko pa spet veliko povedal, pa zdaj to še duhovne sile v delu. Dobro, bo osnovne stvari se povedala, bo zaključila, da bo posnetek zaključen. Hvala. Ja. Jaz sem tukaj v pisarni gledal obraze, kako sprejemajo te šokantne stvari. Vidim, da so razumljive. Ene par stvari bi objasnil. Zdaj morate ločiti, kaj je Blaž govoril o osebni izkušnji, kaj je pa njegovo prepričanje. Z enimi stvarmi pač se on osebno obada. Njegova osebna izkušnja je dejstvo, je grozljivka, za katero je trpel 3 leta in pol, in na njemu dela agent, ki se je preselil v njegovo vas kot sosed od Blaža Judeža, veliki Orehek 29, sosed je kupil hišo in na njemu služil, vsak vikend so k njemu hodili po podatke drugačni ljudje.
in lahko pridete Blaža obiskati in še tega soseda in ga Egidi lepo pozdravlja. Agent bo izgubil službo, ker čipa Blaž več nima, ker smo ga prejšnjo soboto uspešno odstranili. Ta čip je pa tako napredna tehnologija, da niti slučajno ne more nobenega tožiti, ker čip razpade, vidite pod 100-kratno povečavo kot majhni laski, stekleni, prozorni, nekaj modrih, nekaj rozastih, nekaj črnih in še neki kvarci so. Skratka, vesoljska tehnologija. Zakaj so Blaža izbrali? Obama je 2015 dal milijardo Brain Initiative, boste videli v tistem naslednjem posnetku, bodite pozorni. Milijardo so dali za Evropsko unijo, 560 milijonov evropejcev, Slovencev 2 milijona, se pravi, Slovenija je dobila 4 do 5 milijonov denarja, da sproba na enem, 2, 3, kakorkoli. Izbirali so pa sledeče. Obvezno človeka, ki je bil na psihiatriji, ker če on kje pogrunta, starši rečejo, poslabšali se mu je, sosed reče, poslabšali se mu je in gre spet na psihiatrijo. In so pokriti. Blaž je bil na psihiatriji. Pa ne, ker je nor, ampak ker je preveč vedel. Tukaj jaz, sem vam povedal. Druga stvar. Pri njemu so testirali, kako vernik odreagira na lažnega svetega duha. In zdaj pa poslušajte dobro. Čisto vse je, ali to testirajo na Slovencu ali na Pakistancu. Ti podatki grejo v svetovno bazo podatkov. In zelo hudičevo veliko so zaslužili na njemu. Pa da na te misli, da doma kaj vejo. Oče, mati in brat, nihče nič ne ve o tem, ker mora biti tih, ker bi pristal na psihiatriji. Zato ga zdaj jaz rešujem ven iz te zanke. Rentgen ne zazna nič. Smo slikali pred 3 leti, rentgen ne zazna nič. Tako sodobna tehnologija. Smo šli zdaj še enkrat slikati CB, CT, 3D, HD resolucija. Ne zazna nič. Ko smo ga dali ven, sem ga šel še enkrat slikati. CB, CT, rentgenska slika, to je 3D, ne zazna nič. Zazna plastiko, zazna kovino, zazna gumo, zazna kost. Te nanotehnologije napredne vesoljske ne zazna. Se so dobili 5 milijonov, bojo že nekaj taga noter dali, da jih naj odkrili. Posilstva se podogajajo po mojem prepričanju tako. Veste, imajo una očala, ne? Ko so očala, ko si računalnik daš gor in gledaš sliko. Mislim, da so to agentke, pridejo k temu majstru, se priklopijo na računalnik, dajo očala gor po noč in grejo seksati z tem žrtvijo. Nekako tako mislim, da se to dogaja. Brskanje po spominu. Boste videli zdaj v 4-minutnem posnetku. 15 let nazaj bil to serija, film Black Mirror. Zdaj si pogledajte v 4-minutnem prispevku, kaj to pomeni, da vam brskajo po spominu. Evo, izvolite. Liam Foxwell, welcome. Thank you. Okay, little speech time. I've been mentioning this to everyone about their appraisals, and I just want you to know that this isn't a witch hunt for the Deadwood, okay? It's much more of a treasure hunt for the gold. Shit sinks, but also cream floats. Yes. Yes, I see that. A new area we're getting lots of play in, and your office could be at the centre for, is litigation in retrospective parenting cases. Retrospective? Bobby sues mum and dad for insufficient attention, leading to lack of confidence, leading to damages against earnings. Right, and we're okay. The firm's okay with that ethically and morally. Yeah. Mm-hmm. Sure. Yeah. Yeah, right. Are you? Totally. Yeah. Yes. Okay, Liam, look, so if we invite you to stay with the firm in the new environment,
what would have you do is pull an exhaustive redo with personnel maybe next week? Oh, well, I was ready to do a big redo right now, but... No, it's fine. Next week's fine. But I have to ask you this. They're not going to hit anything to freak us out, are they? They're not... There's no major deletions this quarter. No, everything's well within parameters. Great. Okay, Liam, this has been really great. Look, I really hope to look forward to seeing you again. Okay, thank you. Airport, please. Live, breathe, smell. Full spectrum memory. You could get a Willow Grain upgrade for less than the price of a daily cup of coffee and 3 decades of backup for free. In-store ingrain procedure with local anesthetic and you're good to go. Because memory is for living. Okay, great. This has been really great, Liam. We really hope to look forward to seeing you again. Liam, we really hope to look forward to seeing you again. Mr. Foxwell, could you just rewind me your last 24 hours? Quad speed there for me, please. Great. And back that up for me, times 64 for the week. That's great. Enjoy your flight, Mr. Foxwell. Let nazaj, da so že takrat imeli tehnologijo, kako brskati po spominu, če ima kdo čip. Zdaj bi vam sam še razložil, od trenutka, ko so se z Blažem odločila, da bomo to dali ven, sem mogel jaz organizirati slikanje, CT in poiskati zdravnika in kakšne težave smo imeli. Prvo, kar je bilo, zdravnik, ko sem ga poklical, sem mu povedal, da se bo to zgodilo, da moramo to dati ven, da smo najdel smo tudi z merilcem elektromagnetnega sevanja. Človek ima frekvenco tam od 16 do 18, če imaš čip, je več. On je imel 23 do 30. Na rentgen sliki, na CBCT sliki smo poiskali ta pravo točko, da se jim videla ena lisa. Videli smo pa z navadnim fotoaparatom, iz Buklino in tam smo šli pač zadevo iz zdravnik odprl. Preden je zdravnik prišel do nas, je imel poskus atentata zbiti na cesti, ga ubiti in zvečer še zastrupitev z pijačo. Pot do nas je bila za njega, mislim, da se je 5 ur vozil in so mu sledili in ga begali preko pametnega telefona, ker ima pameten telefon. Naslednja zadeva. Ko smo operacijo naredili, nismo pričakovali, da bo čip tako majhen in smo ga za nekaj časa zgubili, bil not med gazami, sem ga jaz najdel šele naslednji dan. In v nedeljo smo mi Mihaela klicali, smo rekli, čipa ni, smo ga zgubili. In je Mihael rekel, škoda. In agenti so ta pogovor poslušali in so igrali, evo super, zdaj pa dajmo vse prepričati, da čipa ni. In so igrali na to karto, da čipa ni, da je Blaž blefer in so uspeli pred pametnega telefona zdravnika prepričati, da je on blefer in vse nas skregati, vso krivdo zvaliti na Blaža in smo se vsi rašli, vsi skregali in en na drugega jezni, cela zmeda. S tem,
da v nedeljo, ko sem šel domov, sem videl, da so nam nastavili magijo. Rdečo cvetko, plastično na poti tam, ko se mi sprehajamo. In Blaž ima navado vse smeti pobrati. Sam takrat srečo ni šel, sem šel jaz in se tega nisem dotikal. Kaj se še zgodilo? Poleg tega, da je moj projekt doma ni bil zaključen, ker je Blaž mogel po hitrem postopku iti domov, ker je bila vsa krivda na njemu, da je blefer. Potem so še moji ženski sabotirali avto, utrgali kable, da bi se skoraj imela prometno nesrečo. In zdaj so čakali, kaj bom jaz naredil. Jaz sem bil pa 5 dni izklopljen iz telefona. Ker od zadaj niso to neki navadni ljudje, od zadaj so to obveščevalna služba in kriminalistična policija. In oni tega ne bodo raziskali, ker za tem stojijo. Še eno stvar bi vam povedal. Blokirali so nam klice in e-maile zdaj, ko smo hoteli to v javnost dati. In nisem imel druge izbire, da to damo v javnost, da boste vsi vedeli in pejte do Blaža Judeža, Veliki orehek 29 in mu rečete, da je heroj. V naslednjem posnetku boste še videli DARPA super računalnik, kako oni niso mogli najti prostovoljcev za te zadeve, zato so to naredili ilegalno in po naši ustavi to fejs kaznivo dejanje, ampak jih ne moremo tožiti. Smo pa hudiča prebili na križ, ker smo ga razkrinkali. Hvala lepa.